Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v našo družbo. Kot verjetno že veste, nogometni klub Ormož se pripravlja na slovesno otvoritev tribun z slačilnicami, na katere so čakali kar nekaj let. Toliko večji dosežek je torej to zanje, pa seveda tudi za nas Ormožane in vse tiste, ki so navdušeni nad nogometom. Več podrobnosti o sami slovesnosti na dan otvoritve, pa tudi o zgodovini nogometa, o tem, kako se pravzaprav v Ormožu igra nogomet, pa nam bo danes povedal predsednik nogometnega kluba Ormož, Zlatko Klemenčič. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdrav vsem gledalcem Kabelske TV Ormož. Ja, zdi se, da je že vse nared, ne? Ste se kar pripravljali na ta slovesni dogodek? Ja, dejansko imamo vse pripravljeno, nekaj podrobnosti še. Verjamem, da bo sama prireditev, da nam bo tudi vreme služilo in da bo prireditev potekala tako, kot smo si zaželeli. Se pravi, da bo to res en slavnostni dogodek, na katerega čakamo že res lep čas. Pa če gledim malo zgodovino nogometa v Ormožu, bi že skoraj rekel človek eno stoletje. Seveda bova podrobno opisala ta dogodek 13. aprila v nadaljevanju, predtem pa morda o tem, kako pravzaprav vse poteka v vašem klubu. Koliko vas je članov, to je seveda tudi podatek, ki nas zanima. Ja, glede na to, da imamo nogometno šolo, se pravi pa še veterane zraven vse ostale selekcije, smo ena od bolj številčnih, en bolj številčnih klubov na področju MNZ Ptuj, oziroma nekako spadamo res med številčne še celo v tej regiji, saj imamo nekje okrog 260 do 270 registriranih igralcev, se pravi, da je dobro nekaj je takšnih, ki so pač samo registrirani, vendar je aktivni nekje od 160 do 170 igralcev, tako pri mlajših selekcijah, kot se pravi članski in potem naprej pri veteranih, oziroma tudi še nekaj pri teh, ki smo samo bolj ljubiteljsko nogometaši. Ste vi tudi bili nogometaši? Seveda. Moja nogometna kariera se je začela nekje tam 73. leta, tako da bi zdaj že skoraj imel Abrahama v nogomete. No, potem ste seveda to igranje, torej nogometa, opustili verjetno v teku let. Kaj pa ste počeli recimo vse do danes, dokler niste postali predsednik? Ja, predvsem služba, ker sem bil zaposlen dejansko v svojem življenju, v svojih 40 letih delovne dobe v dveh podjetjih. Najprej sem bil zaposlen v IMP Elektrokovinar Ptuj kot vodja obdelave oziroma kot vodja pripravljalni del. Pozneje pa sem se zaposlil na Safilu oziroma na Optilu, pa potem karieri danes Safilu, kjer sem tudi nekje 26 let pustil. Danes pa nekje čakam na upokojitev. Ampak nogomet je vedno bil neusporedna zadeva za vas? Ja, dejansko je tako. Jaz sem nekje nogometaš od leta 70 ali pa malo pozneje, kjer smo že kot osnovnošolci tam v Gorišnici, ker izhajam iz te kraje, dejansko se podili po te igrišči, ki takrat še niso bili niti primerno temu, kaj so danes, in nekako je ta ljubezen do nogometa ostala. Sem tudi nekaj poskušal z atletiko, sem kar nekaj, bi lahko rekel, kar dosegal, ampak ljubezen do nogometa je vseeno prevladala in tako sem pač ostal v nogometu. No, vsi nogometaši pravijo nogomet enkrat, nogomet zavedno. Drži to? Ja, skoraj. Malo je nekaj primerov takšnih, da so nogomet probali, pa so ga pustili, pa se posvetili. Mogoče v mlajših selekcijah, ja, pozneje pa težko. No, koliko so vam nogometašem konkurenca rokometaši? Glejte. V organiziranosti, potem v uspehih, ki jih dosegajo. Se to čuti kje tako v zraku, recimo? Ja, to se vedno čuti, ampak mislim, da je to ena zdrava konkurenca. Mi se nekako probamo, ali pa poskušamo vedno približati organiziranosti rokometnemu klubu, saj konec koncev je rokometni klub ali pa nasplošno rokomet v Ormožu
na eni višji ravni, kot je nogomet, kar bomo videli tudi pozneje, lahko mogoče posledica čega drugega, ampak dejstvo je, ne, da se kot nogometni klub poskušamo približati organiziranosti oziroma tudi tekmovalni ravni, ampak tekmovalni ravni bo verjetno težko doseči, ker zaenkrat ni pogojev, da bi nogomet v Ormožu sanjal v kakšni prvi ligi, ker je tudi gospodarstvo na tem nivoju, da je to dejansko utopija nemogoče. Ja, nogomet ima v Ormožu dolgo zgodovino. Kakšni so tisti začetki? Kdaj se je vse skupaj začelo? Kdo so ljudje pravzaprav, ki so postavili temelje? Ja, res je. Malo sem spremljal to, recimo pokojni Fritz Hadlas mi je dal enkrat eno skripto, se pravi, to je bila Sokolsko društvo Ormož, kjer je opisano to in tudi Ormož skozi stoletja v tretji izdaji. Tam zasledimo, da se je nogomet začel v Ormožu dejansko nekje leta 1927. leta. Takrat ni bilo, bil je organiziran, vendar je bil največji problem, ker v samem Ormožu nekje ni bilo prostora za nogometna igrišča, pa se je ta nogomet odvijal na razni površinah, kjer pa moram reči, da so takratni nadučitelji ali pa kaj god so bili, nekako ta nogomet počasi začeli zatirati, odnosno ker ni bilo primernih prostorov oziroma ali je to bilo namensko ali pa nenamensko, pač nogomet ni dobil neke domovinske pravice v Ormožu in takrat je nekaj teh mladih nogometašev odšlo v sosednje klube. In dejansko je takrat nogomet leta 27, pa mogoče še 28 je živel v Ormožu, potem pa do druge svetovne vojne nekako poniknil. Zasledimo tudi v tej knjigi Ormož skozi stoletja, v tej izdaji, da so se že odigrale tekme z nogometnim klubom Vinica, se pravi, tudi danes smo spostavili spet neki, bom rekel, prijateljski ali pa en takšen medklubski dober odnos, kjer sodelujemo s tem klubom Vinica, kar je mogoče tudi posledica tega, da se je že leta tam, ne vem, 27, 28, pa po drugi svetovni vojni to sodelovanje dejansko spostavilo. In upam, da bo trajalo. No, včasih recimo tudi, jaz kot otrok se še spomnim teh nekih nogometnih ekip, ki so pravzaprav nogomet igrale povsod po travnikih, ker je bilo malo prostora. So to bile že potem kakšne takšne prave formirane ekipe ali kar tako ljubiteljsko? Ja, to je recimo po letu 50 se je nogomet spet, ali pa po drugi svetovni vojni oziroma malo bolj pa po letu 50 se je nogomet spet začel oživljati v Ormožu in je bilo igrišče dejansko na današnji prostori kopališča. Takrat je tu bilo dokaj dobro urejeno igrišče, vendar so pozneje ali občinske veljake dogod ta prostor spremenili v kopališče po načrti Stanka Blodeka. Dejansko arhitekt tega kopališča je bil gospod Stanko Blodek. In dejansko je takrat nogomet tudi do leta 1995 v Ormožu dejansko presahnil. Niste dobili potem nekega alternativnega prostora? Ne, ni bilo nekega alternativnega prostora in vsi ti takratni nogometaši Ormoža, od Joža Jurčec pa Čurin Jura, ogromno te so odšli, ali v Ivenkovci so imeli nogometni klub, poleg nekaj je šlo v Ljutomer, večina pa je šlo na Hrvaško. In takrat je tudi ta razkropljenost teh nogometašev verjetno bila posledica tega, da nogomet v Ormožu dejansko do leta 1995 ni dobil nekakve domovinske pravice, oziroma ko se je začela urejati mestna graba, pa so rokometaši to mestno grabo že preuredili v igrišče za rokomet. Tu nekako je tudi še se sporedno nekaj razvijal nogomet, ampak ni zaživel v takšni obliki, kot je danes.
No, kdaj pa ste potem, ker pravite, da leta 1995, torej ne, je bil ustanovljen klub, kdo pa ste bili torej tisti iniciatorji, da se je ustanovil klub, da vas je pravzaprav spravil skupaj? Kdo je to bil? Ja, dejansko je bila ustanovna skupščina tam nekje 25. februarja leta 1995. Klub takoj v jeseni začne nastopati v drugi medobčinski nogometni ligi MNZ Ptuj. Zametniki kluba pa so bili takrat Franci Trsteja, kateri še danes aktivno sodeluje, Stanko Podgorelec tudi še aktivno sodeluje v klubi. Takrat prvi predsednik je takrat bil Boris Miličkovič, tu je bil danes že pokojni Vlado Puklavec in Hunjadi, mislim, da Vlado Hunjadi ali nekaj takega. Hunjadi, ja? Ne, Hunjadi, ja. Aha, to pomeni, to ste torej bili tisti prvi. Vi ste takrat bili kot igralec? Ne, jaz sem se nogometu priključil v Ormožu nekje tam leta 1998. Ker sem pač ne gradil poklicno kariero, pač pa smo takrat v podjetju Safilo imeli neko reorganizacijo in smo veliko bili v Italiji, pa to pa me pač takrat enostavno mi čas ni dopuščal, da se aktivno vključujem, sem pa res pozneje se aktivno vključil in to še danes delam. No, ko je potem bil ustanovljen nogometni klub, je potem šlo vse lažje, kako je potem zgodovina tekla naprej? Ja, res je, ne, in glede na to, da je veliko nogometašev iz okolice Ormoža, ta mali nogomet verjetno furalo že od ne vem kako dolgo, smo ali pa so poiskali te mlade nogometaše, ki so se predvsem bavili z malim nogometom. Je pa jih bilo nekaj tudi, ki so igrali na Hrvaškem aktivno, od Iveka Kosija, Franca Bombeka in vključili so te in tako nekako formirali člansko ekipo, sporedno z člansko ekipo pa mislim, da je že bila tudi podmladek in je nogomet zadihal s polnimi pljuči. In glede na kvaliteto teh nogometačev, ki so igrali mali nogomet, kateri so dejansko nogomet imeli v nogah, je to bilo toliko lažje, ker niso bili popolni začetniki, oziroma z izkušnjami Štule, Franca Bombeka, pa Kosija Iveka in še nekaterih je to bilo, ni bil neki problem, oziroma ekipa takoj beleži solidna mesec, se uvršča takoj čisto pri vrhu in leta 1998 se že uvrsti v prvo ligo MNZ Ptuj, kjer je tudi pozneje bila prvak. Kako pa je bilo potem z igriščem? Kdaj torej je bilo urejeno nogometno igrišče v Ormožu? Ja, prvo igrišče je bilo ta stari plac, kjer je zdaj atletski štadion. Tu je bilo igrišče z tistimi minimalnimi merami, katere še dovoljujejo predpisi Nogometne zveze Slovenije, na kar je na pobudo takratnih članov upravnega odbora stekla akcija za izgradnjo novega nogometnega igrišča, katero je pa bilo odprto leta 2002 dokončano in katero še nam danes služi z nekaj posodobitvami, z novimi prostori. V letih do danes ste potem zgradili tudi pomožno igrišče. Kdaj je to bilo? Ja, leta 2014 smo začeli z izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča, katero je bilo 2015 dokončano in urejeno po takratnih standardih, ki zadostujejo tretji slovenski nogometni ligi, oziroma tudi verjetno bi se dala kakšna tekma odigrati v drugi slovenski nogometni ligi, s tem, da pa novo igrišče, mislim, ta glavno igrišče z tribunami slačilnice prav tako nekje zadostuje kriterijem tretje slovenske nogometne lige, oziroma bi verjetno tudi se kakšna tekma v drugi slovenski nogometni ligi dala odigrati, saj vemo, da igrišča po celi Sloveniji niso glih opremljena po vseh te kriterije, ki Nogometna zveza Slovenije zahteva. No in česar torej ni, da bi lahko bila to kakšna igra z druge oziroma z prve lige? Ni. V skrajnem primeru
mislim, da bi tudi prvo ligo lahko igrali, ker vemo, če se spomnimo nazaj, Aluminij, ko ni imel še tribun, pa to dejansko ni imel nobeni boljši pogojev. Zdaj sama kvaliteta trave je verjetno eden od pogojev, ampak tudi to travno površino smo danes, mislim danes na splošno zdaj uredili tako, da bi verjetno tudi ta kriterij. Vse ostalo pa, kaj se tiče samih prostorov, slačilnic, dejansko imamo sobo tudi za doping kontrole, bi lahko uporabili. Sodniki imajo svoje prostore, delegat ima svoje prostore, tako da ne vidim nekega razloga bistvenega, da ne bi tudi število gledalcev zdaj nekjer, nisem zasledil, da morajo biti tribune za prvo ligo, ne vem, 4000 ali pa 5000, ker je pol tudi Aluminij, ki igra danes v prvi ligi, s tem, da ima njihova tribuna 780 ali pa 800 gledalcev, ne bi mogli. Tako da ne vidim razloga, da se ne bi dalo igrati tudi za prvo ligo, ampak pač to je določeno neki. Dobiš pač začasno licenco recimo za 1 leto in v tem letu pač urediš tisto, kar je potrebno, ampak tu jaz nekega dodatnega vložka ne vidim. No, torej, končno vam je uspelo, lepe nove tribune in vse, kar spada zraven, slačilnice in tako dalje. So torej seveda velik uspeh, dosežek. Kakšna pa je zgodovina gradnje teh tribun, kot smo že uvodoma povedali, ste si leta prizadevali, da bi torej tukaj nekaj nastalo. Ja, saj če pogledamo, če so prvi zametki nogometa v Ormožu leta tam prejšnjega stoletja 27, pa če danes računamo, da je leto 19, smo skoraj 92 let čakali na en primeren prostor za nogomet oziroma prostor kot igrišče imamo, recimo za prostor za gledalce in ja, kar dolgo zgodovina. Vse pravim, tu me zmes je ne vem, posebna zgodovina in zakaj je to tako, kot je, ampak danes moram reči, smo zadovoljni. Sama gradnja pa se začela tam konec oktobra leta 17 in mogoče malo predolgo trajalo, ampak danes smo zadovoljni tudi z samo izvedbo, je nekaj še manjših lepotnih napak, ki bo jih potrebno korigirati, ni pa neke večjih, predvsem pa smo zadovoljni s tem, ker vem, da se je pojavljal vedno problem, ko gledalec sedi v prvi vrsti, da ne vidi dol stranskega sodnika, da ne vidi stranske linije, da nam je uspelo na to upozoriti projektante, ker vemo slab primer iz Zavrča, kjer se dejansko v prvi vrsta, če sediš, ne vidiš 4 metre v igrišče, da se pač na to naj posebna pozornost posveti in to je uspelo in danes gledalec, ki sedi v prvi vrsti, to tudi lahko ugotovi. Bomo videli, kaj nam prinese čas. Je še nekaj takšnih stvari, ki bomo jih verjetno mogli dodelati, tudi ta zadnja stena. Čas bo prinesel svoje. Da ne bo prepiha ali kakšna stena? Ja, ker kot vemo, ta zahodni del ni zaprt do vrha in v primeru dežja, ker vemo, da tu nekje vedno pravimo, da slabo vreme prihaja tam iz Tomačevskega konca in je pač, se malo bojimo, da bodo gledalci, če gledajo pod streho mokri. No, to najbrž ni tako velika investicija, da se ne bi dalo to dodelati. Ne, to ni neka posebna velika investicija. Mi smo v klubu tudi rekli, da vkolikor bo možno, bomo probali to sami sanirati na tak ali pa drugačen način. Pač bomo naredili vse, da zagotovimo dejansko gledalcu, ki bo sedel na tribuna, da v primeru dežja ne bo rabo še dežnika, streho ima nad glavo, pa bi pač po zadnji strani bil moker in bomo nekako probali to sanirati in verjamem, da bo nam uspelo. No, pravite, 324 sedežev, mest torej na tribuni je sedaj, kaj torej še prinaša? Koliko pa je površin, recimo, znotraj, torej slačilnice, pisarne in vse to? Kakšna je to površina? Ja, uporabne površin v samih slačilnicah je 350 kvadratnih metrov. Glede na stare klubske prostore je to kar glede na to, da imamo 4 slačilnice danes, da imamo skladišče, da imamo pralnico, da imamo dejansko vse, kar rabimo, velik napredek. In
malo bo verjetno problem čišče, vzdrževanja vsega tega, ampak glede na to, če smo že vse skupaj uspeli spraviti tako daleč, bomo tudi verjetno tudi to, ne, morali bomo, ne, in jaz verjamem, da nam uspelo. No, kar nekaj pralnih strojev smo videli, ne v pralnici, kar je verjetno prav, ampak kdo se ukvarja v vašem klubu s pranjem, recimo? Ja, res je, glede na število selekcij, ki jih imamo, pa glede na to, da pač nogomet se igra po skoraj vsakem vremenu, razen v snegu, ne, je kar nekaj teh pralnih strojev, imamo res dva. Je to kakšna ženska roka? Imamo to dva pralna stroja in dva sušilna stroja, ne, to ni ženska. To nam zaenkrat zagotavlja gospod Podgorelec, kjeremu se v tem imenu tudi, mislim, v tem trenutku tudi zahvaljujem, saj si konec konca težko predstavljam, da nam stanko zboli ali pa kakogod, ker je to eksaktni problem, to je res veliki problem. Mi smo si v lanskem letu prizadevali, da bi pridobili nekoga iz javnih del, smo se prijavili na razpis, smo dejansko vse kriterije, ki so bili podani, smo izpolnjevali, ampak smo enostavno bili zavrnjeni iz tega razloga, ker v letu 2017 nismo imeli javni del, pa so rekli tudi se zdaj ne rabite, oziroma 2018. Pač po tem kriteriju smo izpadli in bomo si prizadevali še naprej za ta javna dela, ker je to kar za enega človeka velik zalogaj. Pa še drugače nam predstavite klub trenutno, torej koliko selekcij deluje v klubu? Ja, trenutno imamo, v klubu imamo trenutno razen U15, kjer je pač bila ena ne vem, razmak. Te generacij ni, ena razpoka generacijska, tako da imamo tu 7, glede na ostale klube imamo U7 zelo številčne. Mislim, da imamo trenutno okrog 17-18 te mladih fantov in deklet od leta 5 pa tam do 7. leta, ker pol že tisti, ki so stari nekje 8 let, že igrajo lahko za U9, pol imamo U11, U13, kadete, mladino, člane in na koncu še veterane. Tako da imamo 8 selekcij in če v primeru, da bi vsi 8 selekcij igralo tekmo, kar jih tudi igra med vikendom, je pol pralnih strojev kar primerno, mogoče še kjer je manjka, ampak ker je Stanko toliko ažuren, pa to tudi to pošlihta, tako da je vedno, sicer imamo vedno 2-3 komplete dresov, ampak sproti se mora to delati, to so mokri dresi, to je umazano in kot gospodija veste, da mora biti takoj opravno, če ne pa se to zasuši. Ja, no in katera od teh selekcij je najuspešnejša? Ja, zdaj v tem trenutku so najuspešnejši veterani. Bravo. Veterani, mislim, da so trenutno vodilna ekipa. Veteranom bo tudi pripadla čast, da bodo danes odprli tribune, ker danes je tudi, se pravi, prvo kolo veteransko, dočim nekako je malo, vse selekcije mleča so dobre. Res je, da nam tu manjka malo strokovnega kadra, še se nekako trudimo, da še pridobimo nekaj strokovnega kadra, da z temi vsemi mladimi nogometaši še bolj kvalitetno in probamo delati. Dočim ni nekega nezadovoljstva, oziroma vsi smo nekje tam v zgornji polovici lestvice in moramo si prizadevati še za više, ampak v tem trenutku je pač to neka realnost in če bo se gospodarstvo v Ormožu razvijalo, jaz verjamem, da se bo tudi ne samo nogomet, tudi vsi ostali športi razvijali v eno lepšo bodočnost. Ne vem, nisem delal analize, ampak sem danes nekaj razmišljal, dejansko je Ormož ali pa Ormoška občina športno mesto. V samem Ormožu, recimo, če gledam že iz tega zakona o financiranju društev, vidim, koliko društev se bavi z športom. In dejstvo je, da bodo bodoči župani ali pa tudi današnji morali počasi začeti razmišljati o tem, da se bo ta vreča,
kjer je denar za športna društva ali pa za društva na splošno malo povečati. Malo napolniti, ker društev je vedno več, je pa tudi vedno več dejansko neaktivni tekmovalnih športov in dejstvo je, da bi tu morala biti ena razlika med tekmovalnim športom pa ljubiteljskim. Ker, kot vemo, si ne moreš privoščiti, da imaš tekmo, pa na tekmo ne greš. In to vemo, da je to sankcija, da so to kazni, denarne oziroma enostavno te zbrišajo iz evidence in pol je potrebno spet se jovo na novo vse graditi, ne dočim pri ljubiteljskem športu ni tako. In tu bi mogla biti, pa morala biti ena razlika, da dejansko ta tekmovalni šport dobi nekaj več na veljavi. No in kje se nahajajo člani, članska nogometna ekipa? Ja, članska nogometna ekipa je trenutno na 5. mestu, se pravi, danes imamo, v nedeljo je spet nova tekma derbi z Zavrčem, kateri je trenutno vodilen. Članska ekipa nekje še vedno tu v iskanju samega sebe, iščemo neke rešitve, poskušamo na tak in drugačen način. Jaz verjamem, da nam do konca sezone uspe obdržati ta cilj, to se pravi med prvi 5 in liga za play-off, se pravi liga za prvaka, s tem, da pa že zdaj razmišljamo, kako naprej, kaj narediti. Dejansko je želja, ne dejansko, realnost bi morala biti vsaj ena super liga in verjamem, da nam bo nekako to uspelo, saj glede na pogoje, ki jih imamo, to si Ormož tudi zasluži in tu moramo narediti vse, da do tega pride tudi. Kdo je trenutno trener članske ekipe? Trener članske ekipe je Goran Šket. Goran Šket prihaja in drugače on Mariborčan oziroma iz Miklavža pri Mariboru, živi na Ptuju, drugače pa je profesor telesne vzgoje v Gorišnici. Je pa to bivši igralec nogometnega kluba Maribor, pozneje pa je igral tudi nekje v Avstriji in pri teh nižjih ligaških klubih. Torej ima izkušenj dovolj. Ja, kot trener pa je deloval tudi pri Dravi kot pomočnik v prvi ligi, ko je bila Drava, poleg je bil trener Slovenski Bistrici, danes zdaj je bil trener v Mons Claudius iz Rogatca, dejansko ima tudi v Stojnici, dejansko trenerske izkušnje ima, pa predvsem je pedagog. In danes to šteje veliko. Kakšen pa je največji uspeh v zgodovini članske ekipe nogometnega kluba Ormož? Ja, največji uspeh nogometnega kluba Ormož je uvrstitev v 3. ligi, nastopanje v 3. slovenski nogometni ligi. In to bo sicer težko ponovljivo, vendar si nekako prizadevamo, da to ponovimo. Takrat je res uspelo nekaj, kar smo dolgo sanjali, da pridemo, saj smo malo čez zgodovino, če se spomnim, imeli kar nekaj šokantnih ali pa knockdown tekem, kjer smo dejansko bili že imeli pripravljeno od pojedine do ansambla, do pokalov v Ormožu, pa nam nekako ni uspelo priti za en rang više, ali je to bilo za to, da smo bili, ker smo bili zelenci, ali se nismo vedeli iti, ali nekako pač ni šlo. In koliko nam je to uspelo, ko smo malo k sebi prišli, pa smo videli, zakaj se gre in kako se mora iti, pol smo tudi, to nam je tudi uspelo. Delamo na tem, da nam spet uspe. Imate radi nogomet? Ja, vsekakor. Če ne bi imel rad nogometa, bi verjetno imel ribiško palico, pa bi za drago ribe lovil. No, glede na to... Pa tudi poleg tega še. No, očitno ga imate zelo radi, ne? Glede na to, da ste tako požrtvovalni. Čestitke torej seveda za vse te dosežke, tribune in tudi uvrstitve, ne? Saj veste, kako je s temi žogami, ne? Se kotalijo in pač kam se odkotalijo, tam obstanejo. Tako da bo verjetno še tudi prišlo boljših časov za ormoške nogometaše. Sedaj pa torej k 13. aprilu, torej ko bo ta velik svečan dan, vse skupaj se bo začelo ob 11. ne? Čeprav bo uradna otvoritev ob 15.
Ja, res je, sam potek te otvoritve bo nekje ob 11. uri z sprejemom povabljenih gostov, kjer bomo kakšno rekli, malo podegustirali, krajšo pojedino in se vsi skupaj odpeljali v novo vinsko klet Verus, kjer bomo z temi kletarji spoznavali njihovo delo oziroma produkt njihovega dela, malo podebatirali in se nekje tam okrog pol ene vrnili v klub, kjer bi nekje ob pol dve se odigrala nogometna tekma med župani. Zdaj bodo to Slovenije, verjetno bodo bolj Slovenije, ker pač to je, ima župan, si je zadal ta cilj oziroma nalogo, da bo on te župane iz Slovenije združil v eno ekipo proti veteranom nogometnega kluba Ormož oziroma proti bivšim igralcem nogometnega kluba Ormož. In to bo nekje trajalo tam do ene pol tri, 15 do 3, kjer bo seveda pol še imeli ti gostje, ki bodo tudi aktivno sodelovali v otvoritvi, dovolj časa, da se uredijo, porihtajo. In nekje ob 15 uri bi se začela ta otvoritev, ki bo trajala nekje 25 do 30 minut. Potem bomo tam eno zakusko malo napravili, istočasno pa se bo že članska ekipa Ormoža in Grajene pripravila na tekmo, ki je prvenstvena tekma, in sicer bi ob 4 se ta tekma tudi začela in bo tam nekje po sami tekmi, pa se začne ta zabava v šotoru z Francom Gorzom in njegovimi pač muzikanti, se pravi, to so čudežni dečki, Đo Maračić, Maki, Gordana Gorza, hčer, in Maki ima tudi svoj bend neki, tako da upam, da bo luštno. En ansambel, ne? Čudežni dečki ste rekli? Čudežni dečki, ja. No, torej bo to takšna prava veselica. Naj še poveva, da je Franc Gorza bil včasih trener, ne? Ormoške članske ekipe. Ja, res je, Franc Gorza je svoj čas bil tudi trener nogometnega kluba Ormož. Danes je pač odplaval malo še v glasbene vode in nekako smo, ko smo pred leti delali ta ob 20-letnici koncert, smo to delali sami in smo malo izpali naivni oziroma nam ni glih šlo, preveč je bilo to potrošene energije in smo se pač zdaj dogovorili, da to ne bo še predati enemu človeku, da to samo ureja in mislim, da nam uspelo. V tem trenutku tudi vabim vse občane pa občanke občine Ormož, da se nam pridružijo 13. že na sami svečani otvoritvi oziroma pol na tekmi, pa pozneje tudi seveda na tej zabave pod šotorom, ki upam, da bo trajala tam do ranih jutranjih ur. Ja, zabava bo v šotoru, otvoritev, kje pa bo sama otvoritev? Ja, otvoritev verjamem, da bo glede na stalnico, ki se danes pojavlja, ki se je začela vremensko, ki se pojavlja, da od ponedeljka do četrtka slabo vreme, pol za petek, sobota, nedelja pa je lepo. Sama svečanost bo trajala na tribuna oziroma pred tribunami na igrišču. Tako da bomo vse tu skupaj izpeljali pač na igrišče. Veselica se začne torej ob 18. uri? Tam nekaj po 18. uri, ja. Bo tudi kaj za podzob, pijače največ ne bo manjkalo, ne? Ja, res je, naši vinogradniki tu iz daljne in bližnje okolice se bodo potrudili, bomo kar imeli pestro zalogo oziroma pestro ponudbo vin od vseh tih vinogradnikov iz ormoško-ljutomerskega področja, tako da, kaj se vin tiče, verjetno res ne bo problem. Za samo jedače pa bo tudi poskrbljeno na zabave. Tako da, vabljeni, jesti bo, piti bo, muzika bo, pridite. Samo še malo dobre volje, ne? Dobro voljo prinese sabo. V glavnem gre za en taki lušten dogodek, ki bo torej 13. aprila popestril dogajanje v Ormožu, predvsem takšna fina veselica, ne? Nogometna, bo verjetno pritegnila kar veliko obiskovalcev. Gospod Klemenčič, hvala lepa, da ste si vzeli čas, čestitke torej k dosežkom vam in vašemu klubu. Vem, da je bilo kar veliko časa žrtvovanega, dogovorov, ne, in ni tako enostavno vse skupaj.
Ja, res je. Če se ozremo tam na začetek gradnje, pa do danes smo kar vložili ogromno truda, včasih tudi malo jeze, pa včasih tudi malo kreganja, ampak uspelo nam je. Verjamem, da bodo nam prostori služili v najvišji možni meri, da jih bomo znali izkoristiti, ker še vedno pravim, malo klubov na tem področju ima takšne pogoje, kot ima nogometni klub Ormož. Za vse skupaj se v tem trenutku zahvaljujem vsem, ki so za to zaslužni in pozivam tudi ostale, predvsem gospodarstvenike, da nekako strnemo vrste in občanom in občankam občine Ormož, pa tudi oddale zagotovimo en kvaliteten nogomet, recimo ne bom rekel, da je to na nekem nivoju rokometa, ker prvo ligo so neko, da so samo sanje, ampak tam eno tretjo ligo pa verjamem, da bi nam ne vem, kakšnim vložkom uspelo narediti. Torej, želimo vam veliko uspeha. Hvala lepa, gospod Klemenčič. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Zlatko Klemenčič je bil z nami danes, predsednik nogometnega kluba. Še enkrat torej povabilo, da se torej pridružite 13. aprila slovesni otvoritvi tribun in slačilnic. Bodite pa z nami seveda tudi čez teden dni, ko pa bo naš gost Zlatko Zadravec, direktor Javne razvojne agencije Ormož. Predstavil bo namreč 3. javni poziv za nepovratna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada. Tudi to bo precej zanimivo, predvsem tisti, ki ste zainteresirani, ki imate poslovne ideje v mislih, se nam pridružite. Do takrat pa srečno.